Luka, nekaj pogledala. Dolg je že minil od tega, pa ne tako dolg. Tvoja prva zmaga, moja prva sezona, pa od obeh prvi finale. A pogledava? Deva. Dej. Luka, za tvojo finalno sladico sem ti dodelil 9 točk. Luka, Pangos, to pomeni, da si postal. Zdaj sem pogledal takrat. Jaz tudi ne. Bravo! Bravo, čestitke! Bravo, Luka! Točke v snegu. Drugače dober feeling. Dejansko sem zmagal 10. sezono Masterchef Slovenije. Jaz kar ne morem verjeti, ampak hkrati pa vem, da si zaslužim to. Daj mi povej, kaj se je spremenilo tega dneva? Vse se je spremenilo. Za koliko stopinj? 580. Ne, res mislim, tako strinjam se, tako mislim, da Sanja Sirk rekla, vstaja življenje pred Masterchefom, pa po Masterchefu. Okay. In vse se mi je odprlo. V bistvu se mi je zdaj eno leto, sem nekje, odkar sem začel snemati, in so se mi uresničile stvari, ki sem jih imel tako v 5-10-letnem planu. Naprimer? Ja, lastnik sem kmetije, zdaj dejansko grem na pot tega, da bom začel to obnavljati. Delam to, kar sem si želel že ful časa in to delam na takem nivoju. Mislim, tako v tvoji restauraciji sem kuhal, štekaš, pač ful mi je pomenilo. In res noro se dogaja, pač noro sodelovanje imam, kuham za ljudi, nori odzivi se dogajajo in dobesedno pač letim. Top, stari. Kakšna stvar, ki jo obžaluješ? Ne, nobena. Res, prav. Ne, nič ne mogu reči. Kje se vidiš čez 5 let? Na kmetiji. Na zalaufani kmetiji. To so besede. Pogledala sva, kje se je zgodil tisti trenutek, da sva spet tukaj. Kakšen bi občutek, ki si stopil čez vrata, ne kot tekmovalec, ampak kot zmagovalec? Ker dubo sem spet malo veš, tako živčne, za Švico sem malo, ampak spet danes sem pa z drugačnim zanimanjem vstopil v studio, ker sem hotel videti skozi druge oči. Zdaj pač eno leto je za mano, pač nekih izkušenj, stvari in ne vem, pogledam to in pač v glavnem so se mi vrnili nazaj dobri spomini. Ok, nekaj v neživčnosti, ki nismo vedeli, kaj nas čaka, pa kaj ste nam prištimali, ampak dejansko tako, ne vem, res dobri spomini, tako hvaležen sem, da sem se odločil iti na to pot in zdaj, ko prijem nazaj, samo potrdim, pismo to je bilo to. Si izplačal tam pred studiom, ki je bil mrzel pot, ki nisi vedel, kaj te čaka. Ja, prav bil sem pred studiom švical, ponavljal recepte, ker sem se bal, da ne bom na koncu kaj znal tle pač v kuhinji in ne, vse je bilo vredno. Pač vsa priprava, ves stres, vso matranje, pač sestavlja se je pač na samem. Če ti zdaj en ziv tle postavil, bi še toliko švical, toliko se tresel? Pismo po mojem bil dosti bolj suveren, kot sem bil včasih, ker dobil sem samozavest. Vse, kar sem izkusil v bistvu po tekmovanju, sem dobil neko samozavest, da pismo vse znaš boljše, kot si mislil. Pač vedel sem, da mi grejo stvari, ampak tle sem pa dobil ono potrditev, ker sem bil tako, da lahko si upaš, sam pejdi pač. In zdaj si upaš? Zdaj si upam. Če bi me imel na sebi dialu, pa me lahko zdaj takoj poklical, kjer na svet bi hotel od mene? Pa po moje tako, ko grem kuhati na kakšen dogodek, se kdaj še vedno počutim nesuvereno in bi te vprašal sigurno za kakšen svet, ne vem, pač kjera sestavina pomisliš, da bi res pasalo ta recept. Dobro. Lej, številko imaš, poklič kadarkoli, takoj se ti javim. Luka, upam, da čim prej zalaufa kmetija. Saj sem ti rekel, jaz sem tvoj prvi gost. Prvi gost, imaš rezervirano. Hvala ti to. Šola kuhanja je odprta. Glejte novo sezono Masterchef Slovenija.